Dober večer, vsi prav lepo pozdravljeni. Za uvod bi rad povedal, da so ta predavanja brezplačna in jih organiziramo skupaj z Zavodom za kulturo Bled. Zato smo malo privilegirani. Na posebno prošnjo članov smo pa danes organizirali tudi pobiranje članarine, tako da so se stvari majhen tako po dveh tirih so tekle. Sicer so pa predavanja brezplačna, tako da ne bilo kakšnih dilem. Smo na začetku drugega predavanja, pa se mi zdi zanimivo, da povem to, kar pravzaprav mislim, da vsi vemo, da omenim te tri darovnice, ki so sila pomembne nekako za en velik del Slovenije. In sicer 973. leta je nemški cesar Oton II. Loško ozemlje podaril franziškim škofom, škofu Abrahamu iz Freisinga, in sicer večji del Sorškega polja, Selško in Poljansko dolino in Lonko, zdaj Staro Loko. Leta 1001 je cesar Oton III. Podelil zemljo med Sočo, Trnovsko planoto, pa Vrtominom in reko Vipavo oglejskemu patriarhu Johannesu Ivanu in furlanskemu grofu Verihemu vsakemu do polovice. Leta 4 je pa cesar Henrik II. Podaril brixenskemu škofu Albuinu Bled z ozemljem med obema Savama. Pa potem leta 11 še Blejski grad, pa potem kasnejši cesarji so pa tudi še doprimogli k temu, da so ta posestvo širili pod goram in tako. To se mi zdi zanimivo zaradi tega, ker se vidi vpliv cesarjev na ta južni del, če tako rečem, na obrobje centralne dosedanje Nemčije. In vsa ta ozemlja so prinašala denar. In z vsemi temi na nek način so bili vsi te cesarji povezani z novimi lastniki. Tako da je delovala in ekonomika in povezave in politika. Tako da, če tukaj znamo zraven še Andeške pa Švanhajme, pa je tako rekoč Slovenija v širšem zemljevidu, kot ga imamo zdaj, pa pokrita. Tako da boj za oblast in boj za vpliv in boj za denar. Pri tem so bili pa izjemno spretni Goriški. Kako? Pa naš predavatelj, izvolite. Najlepša hvala. Dober večer vsem skupaj. Ja, res je. Torej, v srednjem veku mi imamo večkrat občutek, tudi slišimo z strani raznoraznih, tako bomo rekli, predavateljev, kot tudi recimo preberemo v kakih knjigah, da je seveda bila zemljiška posest tista, ki je bila seveda, od katere je prišel denar. Res je, res je, vsekakor, ampak če se spomnite, zadnjič smo omenili, tu smo končali, kako je leta 1145 oglejski patriarh podelil seveda dokončno odvetniške pravice za oglejsko patriarhijo goriškim grofom. In to je seveda zelo pomemben mejnik že do tedaj, od trenutka pravzaprav, ko nastane ta goriška družina, so oni bili tisti, ki jim je mikala cerkvena posest. Tukaj imate novce, nekaj novcev vezanih na oglej. V vsakem primeru teh novcev je veliko, predvsem pa veliko različnih. Namreč nekaj moramo vedeti, oglejski patriarhat so vodili patriarhi in na ta položaj ponavadi niso bili imenovani mladi ljudje, pač pa ljudje, ki so bili ugledni, ki so imeli neko cerkveno kariero, to je tako rekoč samo po sebi umevno, in
posledično seveda je ta človek, tak človek na čelu patriarhata, torej kot na patriarhovem prestolu sedel nekaj let. Nekateri več, nekateri manj, ampak vendarle, če boste gledali, koliko patriarhov se je seveda zvrstilo od začetka pa do konca, boste seveda videli, da jih je ogromno. In vsak je seveda svoj denar koval, kar je popolnoma normalno. Vsak je želel, tukaj lahko vidite, kako so zgledali tile novci, torej z patriarhov podobo na eni strani, vsak je želel biti na tem kovancu, seveda nekateri več tega skujejo, drugi manj. Ampak denar je bil v tem pogledu zelo, zelo ključna stvar. In Goričani so bili dejansko mojstri, kar se tega tiče. Mi imamo skozi srednji vek, pa tudi kasneje, družine, ki so bile izredno podjetne. In Goričani so definitivno eni od njih. Glejte, zelo zmotno je prepričanje, ki so ga nam večkrat pač podajali, ko smo še hodili v osnovno in srednjo šolo, da so seveda fevdalci v srednjem veku sedeli po svojih gradovih, hodili na lov, jedli, pili, kmetje pa so seveda garali za njih z valptom, ki je z bičem stal za njimi, in potem seveda so bili tu še te in druge dajatve in fevdalci niso delali nič. To ne drži. Seveda proizvodnja, če smem tako reči, kmetijska proizvodnja je bila temelj vsemu. To ja. Ampak, seveda, če gledamo goriške grofe, za njih je bila ta, bomo rekli, neposredna proizvodnja dejansko samo delček dogodka, dohodkov. Namreč, v čem je pravzaprav bila njihova velika prednost? Da se pravzaprav niso bali dotakniti ničesar, kar je prinašalo denar. To je seveda podatek, ki nam mnogo pove o karakterju teh ljudi. In pri tem, ko pravim, da se niso bali ničesar, se res niso bali ničesar. In bomo kmalu videli, kako daleč so bili pripravljeni iti. Za njih je bila seveda velika sreča, da so se s Koroške pač preselili sem, na območje Gorice, na območje doline Soče, na območje Oglejskega patriarhata. Postali odvetniki in seveda to svoje odvetništvo izrabili za mnoge pridobitvene dejavnosti. Glejte, jaz sem že zadnjič omenil, kot odvetniki so seveda zastopali patriarha v raznih sporih in seveda bili tisti, ki so tudi v mnogih primerih sodili. Predvsem sodili navadnim ljudem in predvsem sodili v primeru, kjer je bila kazen taka, da se je poravnala, mi bi rekli, v gotovini ali pa seveda v nekih dobrinah, žitu, živalih, karkoli takega. In tu se seveda goriški odlično znajdejo. Ne vem, ni podatka pravzaprav, kakšen procent teh dajatev je ostal njim na začetku. Vemo pa, da tukaj sredi 12. stoletja goriški že seveda dobijo polovico. Torej, polovico vsega. Predstavlja, bom rekel čistko, en kmet, recimo, da so ga zasačili, da je ukradel kokoš, prišel pred sodnika, torej pred Goriške, ti so rekli, kuro je treba dati nazaj, pa toliko boš kazni plačal. Polovico gre v naš žep, polovico gre pa k patriarhu. In takih primerov je bilo seveda, ne zdaj, morda sem malo napak se izrazil, niso goriški grofje sedeli in seveda sodili glih vsakemu revežu, ki je prišel pred sodišče, zato niti časa niso imeli, pač pa so seveda vendarle v njihovem imenu številni
pač drugi uradniki to počneli. Torej, že v tem pogledu je treba reči, da imamo neke uradnike, ki delajo za njih, kar v srednjem veku ni ravno najbolj pogosto. Zdaj, seveda tisto, kar je pa tukaj zelo, zelo pomembno, je pa to, da so patriarhi goriškim grofom pogosto dajali tudi ozemlja v, bomo rekli, fevd. Torej, patriarh je bil fevdalni gospod, goriški grofi so bili tisti, ki so ki so to zemljo potem upravljali in v tem pogledu, gledajte, je neverjetna zgodba. V času od trenutka, ko goriški pride na območje Posočja, pa v naslednjih 100 letih že nihče več ni vedel, katera zemlja je od patriarha, katera je pa od goriških grofov. Torej, goriški grofi so tako spretno s temi fevdi manipulirali, da so v približno 100 letih privatizirali vso zemljo, ki so jo dobili v fevd. Torej, ta zemlja ni bila več patriarhova, pač pa je bila njihova lastna zemlja, ki so jo potem oni seveda izključno upravljali. Boste rekli, kako so to naredili? Poglejte, z mahinacijami, ki so, če se smemo pošaliti, vredne ta pravih judov. Goriški grof je od patriarha dobil neko posest. Seveda, patriarh je bil njegov senior, on, grof, je pa seveda za to posest moral patriarhu biti hvaležen in mu seveda biti pokoren. Ampak kaj je naredil grof? To posest je razdelil na manjše kose in jih dal drugim fevdalcem, ministrialom. Torej, ti so seveda zdaj to posest upravljali, ponavadi so si zgradili nek majhen grad v Trdbo in seveda skrbeli, to je šlo za neki vasi ali pa morda celo samo nekaj hiš, ki so jo upravljali v imenu grofa, torej so bili, bomo rekli, v tretji liniji. V prvi liniji je bil patriarh, potem je bil grof in pa potem seveda je bil ta ministrial. Ta zemlja, ki so upravljali ti ministriali, še posebej to bilo kasneje v Istri zelo, zelo lepo, pa tudi na Krasu, torej veliko tega, veliko imamo o tem podatkov, ti ministriali so lahko seveda to zemljo potem pustili svojim otrokom, če se seveda grof s tem strinjal. Če se ni, je grof seveda imel vso pravico zemljo vzeti nazaj. In seveda, ko je grof od ministriala zemljo vzel nazaj, je rekel, to je moja zemlja. Grof je prijazno pozabil, da je v originalu to zemljo dobil ne v dar, pač pa na posodo, od samega patriarha. In seveda, goriški grofi so bili toliko pametni, da so isto posest, recimo najprej dali ministrialu Janezu, ko je ta umrl, so jo vzeli, pa so jo dali ministrialu Poldetu, ko je ta umrl, so dali seveda ministrialu Mihanu in potem vzeli nazaj in potem ni noben več vedel, od koga je kaj. In mi imamo dejansko potem sredi 13. stoletja, ko so patriarhi obupani, ker seveda ni več razvidno, kaj je seveda njihovega, kaj je pa dejansko goriškega. Torej, mi bi rekli, da so tako, če smo suhoparni, protipravno, protizakonito seveda pridobili ta ozemlja in to so počeli izredno, izredno uspešno. In gledajte, o kakih hvaležnosti tu ne moramo govoriti. Goriški grofje so to posest širili in širili, včasih se celo vojskovali z patriarhi in seveda v končni fazi patriarhi so tisti skoraj vedno, ki obupajo nad vsem skupaj in potem seveda je stvar, bom rekel, slej ko prej bila v posesti goriških. Pa še na nekaj ne smemo pozabiti. Jaz sem že prej omenil, ko sem vam te novce pokazal, patriarhi so se menjali veliko hitreje, kot so se pa goriški grofje. In posledica je bila ta, da se je pod vlado recimo enega grofa zamenjalo morda 3-4 patriarhi,
In seveda ta grof je lahko rekel, joj, vaš predhodnik mi je pa to obljubil. V tistem času so se listine lepo izdajale, hkrati pa tudi ponarejale, uničevale, včasih se pa seveda sploh zatajilo, da je kakšna listina nastala ali pa da je, pa je bila zgubljena itd. Torej, mojstri so bili, in bomo rekli odvetnik, če danes reče, ja, moj odvetnik, ti si moj odvetnik, se človek pričakuje, da bo ta odvetnik seveda zame naredil vse, ne pa, da me bo ropal, ampak Goriški so počeli prav to. Torej, uboge uglejske patriarhe so ožemali, kolikor se je dalo. In to resnično uspešno, in to je bil, bom rekel, družinski šport. Prav nihče se tega ni, bomo rekli, odpovedal in na račun patriarhov so Goriški lepo širili svojo posest. Poglejte, Meinhard Goriški umre 1149, po nekaterih listinah, kako leto prej, ni toliko pomembno, ampak pomembno je nekaj. V zapisu o njegovi smrti je ta družina prvič omenjena z seveda do naslovom goriških grofov. Torej, mi smo zdaj dobesedno sredi 12. stoletja in zdaj lahko to družino, rekli smo zadnjič, govorimo o Meinhardincih, povežemo z tem naslovom. In ta naslov ostane v družinski posesti naslednjih 350 let, oziroma 351, če smo natančni, dokler Lenart Goriški, zadnji goriški grof, ne umre. In to je seveda zdaj neka jasna zgodba. Poglejte, Meinhard I je imel dva sinova. Tukaj lahko vidimo, Engelberta in pa Henrika. Za oba vemo, kdaj sta umrla, ne vemo pa seveda, kdaj sta se rodila. Vidimo pa, da je seveda Engelbert kar za 40 let oziroma 39 preživel svojega brata in seveda, ker je Engelbert pomembnejši, smo ga tule postavili na prvo mesto. Poglejte, Engelbert je bil seveda zelo, zelo podjeten. Zdaj se malo spomnimo, leta 1149 je njegov oče umrl, smo ga prej videli, Meinhard. Eno leto zatem umre njegov brat in Engelbert seveda je leta 1150 bil lastnik celotne goriške posesti. Še zmerom, v glavnem, govorimo o posesti, ki je na ozemlju današnje Avstrije, torej Koroške in pa Pustriška dolina, torej govorimo o vzhodni Tirolski današnji. Glejte, rekli smo, da so seveda Goriški z seveda že prejšnjim grofom se podali v službo patriarha, uglejskega patriarha, ampak seveda sami lahko vidite tukaj pri opisu slike, kako je to izgledalo. Torej, komaj nekaj let so Goriški pač bili na odvetniki patriarhov in kaj? Glejte, leta 1150 je seveda goriški grof ugrabil patriarha, torej ga je zaprl. Torej, ni bil seveda za svojim delodajalcem, če smem tako reči, zadovoljen in ga je enostavno zaprl. In trmoglavo, kar nekaj časa, dokler seveda nekateri visoki fevdalci, torej precej višje od njega, niso tu seveda pritisnili na grofa, ki je potem seveda moral spustiti patriarha, pa ne samo to, seveda podpisati je mogel eno precej poniževalno pogodbo ali pa sporazum z patriarhom, s katerim je seveda moral vrniti marsikaj, kar so že do takrat Goriški rekli nakrade ali pa si protipravno prisvojili. Ampak seveda to je bil v bistvu nek minoren dogodek. Zakaj? Zaradi tega, ker je seveda za goriškega grofa bila še vedno naprej le ena pot in to je bila pot prisvajanja teh
ozemlji. In patriarh je seveda kmalu spoznal, sicer je bil svoboden zdaj, ampak da to, kar je goriški grof podpisal, pač ne velja dosti. Je, kot se lahko lepo izrazimo, mrtva črka na papirju. V tem času se tudi izoblikuje grb. Torej ta ilustracija je sicer iz knjige, ki je bila natisnjena v 15. stoletju, torej čisto proti koncu življenja te dinastije, ampak vemo, da je prav Engelbert tisti, ki je seveda bil zaslužen za nastanek tega grba, torej grba, ki je potem skozi pravzaprav ves čas bil povezan z goriško družino. In to seveda ni zanemarljivo, ker grb je seveda v tistem času pomenil zelo, zelo veliko, pravzaprav nek simbol. Tukaj lahko vidite tudi to grofovsko čelado gor in v vsakem primeru lahko rečemo, da gre za nekaj zelo pomembnega. Ni imel vsak svojega grba. In tudi danes vemo, da so državni simboli, med njimi grb, zelo, zelo pomembni. Takrat ni bilo nič drugače, ko govorimo o plemiških grbih. Poglejte, Engelbert II. Se je seveda zdaj oziral okrog. Oziral se je okrog in iskal možnosti, da razširi svojo posest. In tukaj je prišel na zelo pametno idejo, torej svojega sina, torej naslednika, je sklenil poročiti z pripadnico družine Andeških. Andeški so še ena zelo pomembna plemiška družina, ki je imela ogromen vpliv na našem področju v Istri. Z tega vidika je tudi za Goriške bila zanimiva in obljubim, da bomo na kakem od prihodnjih ciklov predavanj tudi se z Andeškimi spoprijeli. Torej, zakaj se je šlo? Tako kot Goričani so bili tudi Andeški zelo vplivna družina in ravno tako kot Goričani so bili tudi Andeški družina, ki je imela fevde raztrosene po številnih ozemljih tedanjega sveto-rimskega cesarstva. Tisto, kar je seveda goriške grofe zanimalo, so bile andeške posesti na področju Istre. Tukaj bom uporabil zdaj en izraz, ki seveda še nekaj časa ne bo čisto aktualen, to je pazinska grofija. In seveda, kaj je kazalo? Ta veja andeških, ki je seveda vladala tej pazinski grofiji, mi bi rekli notranjščini Istre, je bila pred izumrtjem v moški liniji. In goriški grof je seveda rekel, fajn bi bilo, da se moj sin poroči z dedinjo, torej z hčerko, torej žensko predstavnico, ki bo v končni fazi, ker ne bo drugih moških predstavnikov, tista, ki bo to dedovala in seveda z njo vred tudi njen mož in v naslednjem rodu lahko ta posest že pripade goriškim. In seveda tukaj lahko govorimo o eni taki zelo zanimivi zgodbi. Mi to zgodbo o tem, kako se pravzaprav premoženje širi s pomočjo porok med plemstvom, poznamo. Če ne drugače, Habsburžani so slavni. Ampak v nekoliko manjšem merilu boste videli, da so tudi seveda Goričani bili ravno tako uspešni. Na eni strani smo videli, da so pri oglejskih patriarhih zelo veliko dobili in pa tudi z porokami. Ta poroka jim je seveda prinesla oblast nad delom Istre in pa seveda to ni bilo nekaj, kar bi bilo kratkega
veka. Torej, od 12. pa do konca 14. stoletja, ko so to posest zasedli Habsburžani, je bila pazinska grofija potem njihova. Torej, to je bil zdaj načrt, ampak seveda ta načrt je bil seveda potem realiziran, in tukaj lahko vidimo, kako pravzaprav velika je ta posest bila. Zdaj, če gledamo seveda Istro, vidite, da res gre za notranjščino z Pazinom na sredini, da ima ta posest zelo, zelo majhno okence na morje, ampak dovolj, vsekakor, in da seveda si morate predstavljati zahodno, torej ta obalni del Istre, je pa seveda bil v lasti na eni strani Benečanov, torej tukaj imamo zdaj zelo tako zanimivo situacijo. Torej, najprej so tu bili Bizantinci, potem pa Benečani. Ampak lahko rečemo, da čisto natančno, kdaj se eno neha, pa drugo začne, ne vemo, ampak zdaj vidimo nekje okrog 1184. Tam so seveda že Benečani. Ampak bomo kmalu videli, da so seveda goriški grofje tudi na to ozemlje posegli in to seveda s pomočjo spet cerkve. Ampak počakamo še malo. Torej, to je bila pazinska grofija, ki je prihajala zdaj v poštev kot dota, ki jo bo seveda zadnja pripadnica te veje andeških prinesla v zakon z sinom goriškega grofa. Kasneje, prosim, tu je res kasneje, ampak da si boste vendarle lažje predstavljali, se ta pazinska grofija združi z ozemljem, vidite, ki gre iz Posočja preko Vipavske doline in pa Krasa, tule vse dol v Istro in pravzaprav imamo eno tako sorazmerno veliko sklenjeno območje. Zdaj, območje slovenske marke, danes bi rekli, ali pa metliške grofije, to območje seveda pride kasneje. Tukaj seveda ta posest, o tem bomo tudi govorili. Dejstvo je seveda, da so goriški to dobili postopoma. Torej najprej to, potem so podedovali to, potem so povezavo naredili, pa seveda to območje, pa to območje. Torej, lepo pridno so se širili tako iz roda v rod. Pri tem, da seveda tukaj imamo pravzaprav samo njihove posesti tukaj, pa rečemo na našem teritoriju, torej na slovenskem ozemlju in pa v naši neposredni soseščini. Torej, vmes so se Goričani še mnogo bolj razširili, tako na sever, kot na zahod, kot tudi na vzhod. Torej, tukajle imamo en novec, torej novec patriarha Gottfrieda von Hohenstaufna iz leta 1192. Zakaj vam ga kažem? Poglejte, v tem času, torej mi smo v iztekajočem se 12. stoletju, je seveda družina Hohenstaufovcev bila prva družina Evrope. Namreč tej družini so pripadali cesarji, v aktualnem stanju govorimo o cesarju Frideriku I. Barbarossi, potem imamo njegovega sina, Henrika VI. In seveda še potem najslavnejšega, to je cesarja Friderika II. Zakaj to omenim? Poglejte, goriški grofje so bili seveda zelo na jasnem, da je njihovo preživetje odvisno tudi ali pa predvsem od podpore cesarjev. In so se pametno, zelo pametno odločili, da bodo podprli Hohenstaufovce. In ko je eden od Hohenstaufovcev postal patriarh v Ogleju, je seveda to imelo zelo pozitiven odnos, tako v, bom rekel, neposredni okolici, kot seveda tudi na drugi strani širše gledano v
cesarstvu. Ker so bili Hohenstaufovci zdaj na vrhuncu svoje moči, je seveda del tega absolutno padel tudi na Goriške, ki so bili seveda zdaj vladarjevi zavezniki na seveda teritoriju, ki je bil še vedno zelo pomemben v strateškem vidiku, predvsem pa mejni teritorij. Benečane smo omenili, ampak Benečani v tem času še nič kaj ne silijo na kontinent, če smem reči, na celino, pač pa imamo seveda v bližini novo nastalo Madžarsko kraljestvo, ki se razširi na Hrvaško in seveda tukaj je bilo treba biti vedno pazljiv. In cesar je bil čisto vesel, da ima seveda na tem delu nekoga, na katerega se lahko zanese. In to je, in to si lahko mislite, to je bilo Goričanom najbolj pomembno, bil tudi pripravljen plačati. Torej, Hohenstaufovci so seveda zelo blagodejno vplivali na rast ozemlja, ki so ga seveda goriški grofje imeli. Poglejte, tukajle imamo Sveto-rimsko cesarstvo v tem času in kaj lahko pravzaprav vidimo? Torej, gre za ogromno državo, torej vse to so razne grofije, kraljestva in tako naprej. Vidite, vse dol, praktično do Neaplja sega ta država, ampak tukaj imamo goriško grofijo, je lepo označena, torej je bila seveda v tedanjem cesarstvu ne ravno posebej velika, ampak že na zemljevidu. Torej, biti goriški grof seveda je nekaj pomenilo. Če recimo gledamo ozemlje naše Slovenije, recimo celjske grofije še ni tu označene, ker pač to pride kasneje, in to je zagotovo izredno pomembno. Torej, ko Engelbert umre, smo videli leta 1189, ga nasledita sinova, vidimo spet Meinhard in Engelbert, v tem smislu niso bili ravno hudo domiselni ti Goričani, ampak vendarle. Poglejte, prva zanimivost, ki jo lahko povemo o teh dveh grofih, je ta, da sta bila prvič omenjena z imeni v darovnici iz leta 1177, ki se je nanašala na samostan Neustift, Nova Čela pri Brixnu. Torej, gre seveda za samostan, ki je bil izrednega pomena, ampak če seveda pogledamo posesti družine Goriških, je ta samostan bil zelo daleč še od njih. Torej, Goriška v Posočju, potem seveda imamo tukajle zgodbo o Pustriški dolini, vse to je še daleč. Medtem ko ta samostan, lahko rečemo, stoji še danes, to je pač sodobna fotografija, sredi teh sadovnjakov in vinorodnih gričev južne Tirolske. Torej, lahko sklepamo, da ta darovnica, s katero sta brata Engelbert in Meinhard darovala samostanu nekaj zemlje, seveda pomeni, da so pač Goriški že zelo jasno razmišljali, da bi se tudi v ta prostor razširili. Kar kasneje so se, približno sredi 13. stoletja bomo videli, oziroma natančno 1253. Uspe goriškim veliki med, postanejo grofje Tirolske. Torej, sila pomembna zgodba. Kako je tako daleč prišlo, bomo pa hitro ugotovili. Poglejte, Goriški se zdaj zapletejo še v eno zgodbo, ki jo vsi dobro poznate. Torej, to je čas križarskih vojn, v katerih sodeluje tudi sloviti kralj Anglije, torej Richard I. Levje Srčni, ki potem, ko se je naveličal vojskovati, ko je seveda ugotovil, da Jeruzalema ne bo zasedel, se je odločil, da bo seveda se
vrnil domov, ampak ne tako, kot bi bilo pametno, torej preko morja, pač pa se je odločil potovati po kopnem, preko Evrope. In kot pravi zgodba, nimamo pa tukaj nekega pisnega vira, naj bi se Richard I izkrcal nekje na obali blizu Ogleja in naj bi seveda postal zelo zaželjen plen, za katerim se poženeta oba dva brata. Richard ima uide in dejansko Richarda potem ujame šele avstrijski vojvoda Leopold V iz Babenberške družine in potem seveda pride tista slavna zgodba, kako so Angleži nabirali denar, da so svojega kralja odkupili iz ujetništva. Bomo rekli, škoda za Goriške, ker seveda tak ulov bi goriškim grofom hudo dvignil ugled, da ne rečem, da bi od tega seveda bajno obogateli, kot Babenberžani so. Če si predstavljate, Babenberžani Dunajsko Novo mesto zgradijo z tega denarja in pa seveda obzidje okrog Dunaja. Pri tem, da moramo vedeti, da je levji delež odkupnine itak cesar dobil. Torej, gre seveda za zgodbo, v kateri so goriški sicer stranski, da ne rečem nepomembni epizodni igralci, ampak vendarle jo je treba omeniti. Torej, vidimo, kako visoke so bile njihove ambicije. Torej, ujet patriarha 50 let prej, zdaj so že kralje lovili. Torej, povedno višji divjačenja so seveda se ozirali in to samo kaže na njihovo veliko samozavest in tudi moč, ki so jo vendarle imeli. Torej, ta zgodba se ni posrečila, se pa posrečila neka druga. Namreč, rekli smo, bili so odvetniki Ogleja, proti koncu 12. stoletja postanejo odvetniki Poreča. Tu vidite Eufrazijevo baziliko v Poreču. Glejte, ta zgodba je seveda veliko bolj pomembna, kot morda se zdi. Torej, poreška škofija se ne more po velikosti, moči in denarju primerjati z oglejskim patriarhatom, to pač ne gre. Je pa seveda bila ta škofija pomembna, zaradi tega, ker je njeno ozemlje mejilo, delno se pa tudi prekrivalo z pazinsko grofijo. Tu imamo seveda dva nivoja, če hočete, oblasti. Torej, poreška škofija ima večji del severne Istre pod nadzorom, cerkvenim nadzorom, spodnji del, če hočete, jug Istre, seveda škofija iz Pule, pri tem, da se pa, kar se tiče posvetne oblasti, to smo pa že rekli, Istra deli na eni strani na pazinsko grofijo, na drugi strani pa tisto območje, ki pripada Beneški republiki. In s tem, ker so seveda zdaj goriški grofje bili tudi odvetniki poreške grofije, so seveda delovali in to nekakor ni bilo všeč dožu tudi na beneškem ozemlju. Torej, tja, kamor sicer nikakor ne bi mogli priti. Namreč vi morate vedeti nekaj. Nikoli, ampak prav nikoli, seveda Benetke niso bile del Svetorimskega cesarstva. In to je pomenilo, da ni pravzaprav nobene možnosti, da bi se Goričani razširili tja, ker je to bila čisto druga država, če hočete celo čisto drug planet. In seveda Beneška država je čisto drugače delovala kot pa recimo Svetorimsko cesarstvo. Tam načeloma feudalizma ni bilo. Torej, ni bilo možnosti, da bi Benečani recimo Goriškim kaj v feud dali. To se ne zgodi do pravzaprav samega konca. Šele leta 1420, torej 80 let preden da Goričani izumrejo, je goriški grof od doža sprejel posesti, ampak še to seveda zato, ker so bile to posesti na dotedaj seveda obstoječi ozemlju samega oglejskega patriarhata. Torej, pomembno je, da so seveda Goričani
preko tega odvetništva zdaj lahko vplivali vsaj na beneške posesti na območju Istre. Ne direktno na same Benetke, ampak vendarle. Torej gre za seveda zelo pomemben korak, čeprav se morda na prvi pogled ne zdi tako. Poglejte, Gorica zdaj postane dedni fevd. Zakaj to poudarjam? Glejte, če se boste spomnili, leta 1002 je cesar to območje podelil v fevd Oglejskemu patriarhatu in Furlanskemu grofu. Kasneje, približno 100 let kasneje, Furlanska grofija postane del patriarhata, torej je bil patriarh tisti fevdalec. In seveda, ko so Goričani prišli z Koroške sem, so tukaj zemljo dobili v fevd strani oglejskih patriarhov. Ampak, kot sem rekel, so z spretnimi mahinacijami uspeli prikazati, da je to vendarle njihov dedni fevd in cesar jim leta 1202 to potrdil. Torej, vidimo, rekel sem, patriarh je leta 1150, potem, ko so ga Goriški mogli izpustiti iz pripora, si mislil, zdaj pa bo mir, pa ni bil. Torej, Goričani so v sorazmerno kratkem obdobju 50 let pridobili nazaj praktično vse, kar jim je bilo odvzeto, s to razliko seveda, da imajo zdaj najvišji možni žegen, torej strani cesarja, da je to njihovo. In Gorica ostane dedni fevd goriških grofov naslednjih 300 let, do leta 1500, ko družina izumre in potem seveda to podedujejo Habsburžani. Torej, nekako v 50-60 letih so Goričani od svojega prihoda pa do tega trenutka uspeli si pridobiti ozemlje, ki je bilo zdaj pravno, formalno njihovo. Nobene veze več na patriarha. In to je seveda izjemen uspeh. In gotovo so Goričani to primerno proslavili. Poglejte, Engelbert je bil tisti, ki se je poročil z zadnjo predstavnico Andeških, torej iz Pazina. Ko Engelbert umre, njegov brat, torej Meinhard, podeduje seveda njegove posesti, tudi seveda pazinsko grofijo. Pri tem je treba povedati, da je bila stvar formalizirana šele leta 1939. 1239, boste rekli, zakaj je tako dolgo trajalo? Glejte, v srednjem veku je vedno dolgo trajalo, ko je šlo za kaka dedovanja, preprosto zato, ker je bilo veliko dedičev. In verjemite, za zemljo so se vedno potem zelo, zelo resno potegovali še najbolj oddaljeni sorodniki in seveda zato je trajalo. Ampak s tem, da so imeli Goriški na svoji strani cesarja, leta 1239 je to bil Friderik II, so seveda v končni fazi uspeli. Torej, de facto je bila pazinska grofija zdaj, že v začetku 13. stoletja, njihova de jure z uradnim cesarjevim pečatom, pa potem šele od srede 13. stoletja. V vsakem primeru pa gre za zelo, zelo pomembno pridobitev. Torej, gledajte, cesar Oton je v tem obdobju, torej Oton IV, podelil Gorici tržne pravice. Torej, Gorica kot mesto zdaj postane trg. Dvakrat na leto so lahko organizirali seveda velike sejme, kamor so seveda zaradi lege grofije prihajali številni trgovci in to je seveda samo dvigovalo pač ugled mesta in pa seveda tudi samih grofov.
Samo toliko, torej to ni zadnja stopnja v razvoju Gorice kot take, namreč približno 100 let kasneje, na začetku 14. stoletja, je Gorica postala mesto. Torej Gorica postane mesto in seveda ima od takrat, torej dobrih 700 let, mestne pravice. To je seveda še bolj pospešilo njen razvoj. Poglejte, za razvoj družine in pa grofije ima seveda, sem rekel že večkrat, veliko vlogo povezava z cesarjem. V tem primeru gremo na cesarja Friderika II. Torej leta 1332 je obiskal Oglej in seveda tam se sestane tudi z goriškim grofom, ki pride v Oglej. Zdaj prosim, ta slika prikazuje Friderika v Palermo, tam je bil njegov dvor, tam je bil njegov center. Friderik je verjetno najslavnejši cesar celega srednjega veka in to upravičeno izjemen človek je bil. In kaj pravzaprav seveda pove ta obisk v Ogleju? Torej, goriški dobijo številne privilegije, potrjene, cesar prizna njihove posesti in kot sem rekel, 7 let kasneje jim tudi prizna pazinsko grofijo. Torej vsekakor zelo, zelo pomemben dogodek. Torej, gledajte, obisk cesarja je tudi zadnja stvar, ki jo Meinhard II. Doživi. Torej, umre še istega leta, torej 1232. In zdaj družino vodi njegov sin, Meinhard III., ki lahko rečemo, da je seveda izjemno pomemben za sam razvoj družine. Namreč Meinhard III. Mu uspe veliki med, pridobi si Tirolsko. Zato imate tudi seveda zraven v oklepaju napis Tirolski. Meinhard je bil ob očetovi smrti že sorazmerno star za tiste čase. Če seštejemo, bomo rekli, da jih je imel 38 let, je pa pred njima bilo še 26 let vlade. Torej dejansko gre za človeka, ki je po standardih 13. stoletja precej dolgo živel. Glejte, Meinhard III., tukaj ga imamo, vidite, piše goriško-tirolski grof. V zvezi s tem se bomo videli, mi imamo potem starejšo linijo, s katero se bomo še danes ukvarjali, potem pa mlajšo linijo in tukaj ponavadi govorimo o goriško-tirolskih grofih, tukaj pa o tirolsko-goriških, ker so vendarle bili tisti, ki so, bom rekel, eni vladali Gorici, drugi pa seveda tirolski kot taki, pa še nekaterim drugim deželam. Torej, zdaj seveda nam je Meinhard III. Tisti pomemben člen, ki seveda lahko rečem, katapultira Goričane k še večjim uspehom. Torej, Meinhard je bil tisti, ki mu uspe prepričati cesarja, da podpiše potem vse dokumente, s katerimi so fevdi andeških v Istri prišli v roke te goriške družine. Torej, vsi ostali tekmeci za te posesti so zdaj morali priznati poraz. In Goričani se lahko za naslednjih 150 let lepo veselijo tega posestva. No, seveda, veliko bolj pomembna pa je bila želja po pridobitvi Tirolske. Glejte, Meinhard III. Je zelo modro razmišljal, kam se usmeriti. Torej,
vi si morate predstavljati, da v začetku 13. stoletja, torej ko je bil Meinhard III. Pri tem, da se poroči, je najbrž se pozanimal, kje so v bližini seveda ozemlja, grofije, ki jim vlada seveda tak gospod, ki je brez sinov. In v tem primeru seveda je bilo jasno, da potem deduje hčerka ali bolje rečeno njen mož. Torej, verjetno so mu prinesli seznam njegovemu očetu in pa seveda z njemu samemu in potem sta seveda začela gledati in pojavi se seveda tirolska grofija, ki je bila očitno zelo, zelo zaželjena. Torej, morda so bile še kakšne druge grofije v Svetem rimskem cesarstvu, saj ste videli, kako velika je bila ta država, ampak Meinhard III. Je seveda se usmeril na Tirolsko. Se poroči z hčerko tirolskega grofa, ta je imel 2 hčeri, ne pa sina, in bilo je jasno, da bo seveda ena od teh hčera, v najslabšem primeru pa obe, da bosta podedovali seveda očetovo grofijo. V tem primeru bi seveda bili okrepljeni družini, kamor sta se ti 2 hčerki poročili. Za nas je seveda pomembno dejstvo, da je ena od teh hčera bila poročena z Meinhardom III. Goriškim in zakaj je to pomembno? Predvsem, ker ta druga hči dejansko umre prej, preden da je lahko dedovala. In tako, ko tirolski grof umre leta 1253, seveda je samo ena dedinja, to je bila njegova hči poročena z Meinhardom Goriškim. In tako Meinhard seveda postane, bomo videli potem, tirolski grof. In s tem seveda se začne čisto novo poglavje. Ampak najprej moramo priti do tja. Torej, glejte, Meinhard seveda ni čakal, da se bo njegov, oprostite, če malo grdo rečem, tast enkrat stegnil, pač pa je seveda pridno nabiral premoženje. Poglejte, leta 1234 mu je oglejski patriarh v Čedadu, če razmišljate, katero mesto je to, podelil cestni regal. Kaj pa zdaj to pomeni? Če danes rečemo regal, ponavadi mislimo na kak kos pohištva. V resnici seveda tukaj ni šlo za nič takega, pač pa za nekaj zelo, zelo pomembnega. V srednjem veku so obstajali tako imenovani regali, kar je pomenilo, da imajo plemiči pravico do izkoriščanja naravnih bogastev. Namreč vi morate nekaj vedeti. Čeprav je plemič imel zemljo, so določene stvari bile vezane na cesarjevo lastnino. Boste kmalu razumeli, zakaj se je šlo. Cesar je lahko to lastnino potem dajal v najem, če hočemo, komur je hotel, ampak seveda načeloma pa so bile določene stvari v cesarjevi lasti. Torej, na ozemlju oglejskega patriarhata je pravzaprav regale lahko podarjal patriarh. On je bil tisti, ki je imel to pravico, cesar mu je to odstopil in tako seveda se zgodi zdaj. Glejte, cestni regal, kaj to pomeni? Torej, na ozemlju, kjer vladajo goriški grofje, je precej pomembnih, strateško pomembnih cest, po katerih se je odvijal promet, tako predvsem trgovski, med, če hočete, Sredozemljem, Severno Evropo, Vzhodno Evropo in Zahodno Evropo. Torej, sila pomembna križišča so tukaj. Če pomislimo seveda samo gora, recimo tam na pomembne, recimo rečni regal. Torej, kaj to pomeni? Reka je bila cesarjeva last. Ozemlje okrog, pač od kogarkoli. In
takrat je bilo bore malo mostov, ne tako kot tukaj vidimo v Čedadu, pač pa večina mostov je bila, če so bili taki zelo, zelo problematični in zato so cveteli splavarji, brodarji in podobno. In seveda tako službo je spet nekdo lahko vršil, če je imel regal, torej pravico do izkoriščanja reke. To je pomenilo, ko so recimo dobili goriški rečni regal na reki Soči, je pomenilo seveda to, da so prevoz nadzirali čez reko in rečni regal je tudi seveda dajal lastniku regala pravico, da je lovil ribe oziroma to v zameno za nek denar dovoljeval drugim. Torej, če se malo pošalimo, Soška postrv je bila v goriških rokah, že takrat. Zdaj pa seveda takih regalov je bilo nešteto. Ne bomo o vseh. Tisto, kar je seveda pa goriške najbolj razveselilo, je pa, ko so dobili rudarski regal. Namreč, gledajte, morda se vam zdi smešno, zemlja je seveda v fevdu posameznega fevdalca, ampak tisto, kar je pa pod zemljo, je pa cesarjevo. In cesar v določenem trenutku goriškim dovoli, da seveda lahko izkoriščajo vse rude, ki so seveda najdene na njihovem ozemlju. In to je pa seveda tisto, kar je v končni fazi pomenilo res ekonomski dvig. Namreč, glejte, v 13. stoletju so Goričani imeli dovolj rudnikov na Tirolskem, na Koroškem, da so dobili kovine, iz katerih so kovali denar. In to je seveda pomembno. Torej, govorimo predvsem o srebru, manj o zlatu, tudi nekaj je bilo bakra, pa cinka, pa svinca, ampak v glavnem seveda srebro je bilo tisto, ki je bilo zelo zaželeno in Goričanom ni bilo treba drugače dobiti srebro, pač pa so seveda imeli svojega. In to mi je omogočil ta rudarski regal, ki ga dobijo. Torej, vidimo, da so te pravice bile sila pomembne in če zdaj seveda pogledamo tako na počez, vidimo, da so Goričani bili res spretni. Dobivali so denar iz neštetih virov. Če je nekje presahnil, se je pa drugje seveda nov vir odprl. In tukaj gre samo za neko rast, ki gre še dolgo časa samo naprej. Poglejte, še ena stvar, Meinhard III. Je bil pri cesarju seveda zelo dobro zapisan in le-ta ga imenuje za deželnega glavarja Štajerske, pa tudi začasno seveda delov Krajinske in pa celo Avstrije. Zdaj, zakaj se je tu šlo? Poglejte, v 30 letih 13. stoletja izumrejo Babenberžani, torej prva velika avstrijska dinastija in vojne za posest Babenberžanov, ki je segala, če hočete, od Dunaja pa vse dol do naših krajev, so postale zelo pomemben dogodek tega časa. Za njihovo posest se spopadajo delno Celjani, o tem smo govorili, sicer čist malo, ampak vendarle, veliko pomembnejši igralci so bili pa seveda kralji Češke in pa kralji Madžarske, recimo Otokar Přemyslav, o katerem bomo kmalu kako besedo rekli, pa madžarski kralj Bela IV. Cesar, Friderik II. Je imel milijon opravkov in res ni mogel iti na vojno in ker ni hotel, da bi seveda kar tako to ozemlje padlo nekomu, je seveda našega Meinharda razglasil za deželnega glavarja, tako Avstrije kot Štajerske. Kar je pomenilo, sicer v zelo kratkem obdobju, da je Meinhard obvladoval nekajkrat večje ozemlje, kot ga je imel. To kaže, kako blizu sta si bila s cesarjem, ker konec koncev je šlo za sila pomembno politično in vojaško zgodbo. V tem kontekstu Meinhard sicer ni bil posebej uspešen,
Pa ne zato, ker ne bi bil sposoben, pač pa seveda nek goriški grof vendarle ni mogel konkurirati kraljema Madžarske in pa kralju Češke. Otokar II. Je bil takrat še princ, torej še ne kralj, ampak vendarle ta dva sta sorazmerno lahko in hitro opravila z Meinhardtom. Torej, tukaj le vidite kip češkega kralja Otokarja II., ki je Meinhardu kmalu oduzel to deželno glavarstvo in seveda mi imamo pravzaprav celo sredino in drugo polovico stoletja, 13. stoletja, ko se seveda češki kralj skuša uveljaviti kot vladar tega, kar je danes Avstrija, pa tudi Slovenija. Na koncu mu ne uspe, umre, o tem bomo tudi govorili, ker imajo seveda od tega velike koristi goriški. Tako tile, ki vladajo pri nas, kot seveda njihova žlahta, ki je zavladala na območju Tirolske in pa Koroške. Torej, tukaj pa seveda zdaj pridemo do seveda Koroške. Glejte, na čelu Koroške kot koroški vojvoda je bil seveda takrat Bernhard III. Španheimski, tukaj vidite njegov spomenik v Celovcu. Družina Španheimov je bila izredno pomembna, veliko pomembnejša od goriških, ravno tako je bila sicer nemškega porekla, tako kot goriški, ampak so se mnogo bolj uspeli. Že to, da je bil Bernhard seveda koroški vojvoda, nam pove, da je bil nekaj stopenj nad Meinhardom. Ampak Meinhard seveda ni bil kar tako. Skupaj z svojim tastom, torej tirolskim grofom, sta sklenila, da bosta osvobodila Koroško španheimske oblasti in jo seveda zasedla. To je pomenilo seveda, da bo Meinhard zasedel, namreč njegov tast seveda si ni mogel nadejati, da bo ne vem kako dolgo užival v teh koroških pridobitvah, ker pač je bil toliko in toliko starejši in jasno, narava je bila tista, ki je seveda dala vedeti, da bo Meinhard tisti, ki bo imel več od tega. No, Bernhard, koroški vojvoda, je imel sina Filipa, ki ga tukaj vidimo kot viteza, v bistvu je bil pa tudi salzburški nadškof. In seveda ne Meinhard in ne njegov tast ne bi imela nič proti, če bi seveda še salzburške posesti tako malo ukrnila, pa si jih priključila, torej zaokrožila svoje. Mi moramo vedeti, da je salzburška nadškofija imela posesti seveda tudi v našem prostoru, tudi na Koroškem in seveda če že upravimo z očetom, zakaj ne bi še sinom, tako sta Meinhard in njegov tast razmišljala, ampak seveda, kot se je izkazalo, je bil to račun brez krčmarja. Torej, v kraju Greifenburg leta 1252 pride do bitke, v kateri so seveda Španheimi bili tisti, ki so zmagali. Torej, Bernhard in pa njegov sin, torej Filip, salzburški, sta premagala Meinharda III. In njegovega tirolskega tasta. Poraz je bil katastrofalen, ampak res katastrofalen, torej gre za verjetno največji vojaški poraz, ki so ga kadarkoli Goričani doživeli. Seveda, problem je bil tudi v tem, da cesar tukaj ni mogel pomagati, Friderik II. Je bil tako rekoč že z eno nogo v grobu in je imel nešteto težav v Italiji in Nemčiji in tako je seveda Meinhard bil pravzaprav prepuščen samemu sebi, če lahko, če se enostavno rečem, in seveda posledično pride do mirovnega sporazuma v Špitalu, vidimo sicer renesančno mestno hišo v tem mestu, torej Špitalu na Dravi, in mirovni sporazum je bil krut, strahotno krut do goriških, torej morali so prepustiti Španheimom vsa posestva na Koroškem, torej
vemo, to so njihova matična posestva, ne, preden da so šli dol v Posočje, in prepustiti so mogli tudi posestva v Pustriški dolini. Torej, Meinhardu je ostalo samo tisto, kar je imel okrog Gorice in pa v Istri. Torej, lahko rečemo, da je dobršen del svojih posesti izgubil. Vidimo, ne, kako visoko se je Meinhard uspel in kako je pravzaprav potem padel. Verjetno bi mu vzeli še kaj več, če bi lahko, ne, Spanheimi, ampak seveda priti do posesti v Posočju bi bilo preveč komplicirano. Ampak to seveda še ni bilo vse. Bilo je treba plačati precej visoko, bomo rekli, odškodnino, in oba Meinhardova sinova sta postala ujetnika salzburškega nadškofa v gradu Hohenwerfen. Gotovo ga vsi poznate, ne? To je tisti krasen grad, ko se peljemo po avtocesti od Beljaka gor proti Salzburgu in tik predna, ne, da so zadnji tuneli pred Salzburgom, imamo ta grad visoko zgoraj na skali in sem so oba Meinhardova sinova zaprli. Torej, gre za seveda hud udarec. Lahko bi rekli, ne, da so bili Goričani zdaj na nekem dnu. Torej, Meinhard je izgubil več kot polovico premoženja, njegova sinova sta bila talca salzburškega nadškofa in seveda Meinhard je zdaj moral mirovati. Drugega mu pravzaprav ne preostane. Na srečo, če smem tako reči, pa naslednje leto umre njegov tast. In seveda Meinhard zdaj postane tirolski grof. Sicer je moral ozemlje deliti še z enim kandidatom na to dediščino, ampak tudi to je precej prostovoljno storil. Zakaj? Ker ta kandidata tudi ni imel potomcev in je bilo jasno, da bo vse skupaj pripadlo Goričanom in to sorazmerno hitro. In kaj se seveda zdaj zgodi? Glejte, Meinhard zapusti Gorico in pride sem na grad Tirol, torej grad, ki je dal ime deželi. Ne vem, koliko poznate, ta grad leži ali pa bolje rečeno se dviga nad mestom Meran oziroma Merano in je pač starodavni dom tirolskih grofov. Torej, Meinhard se zdaj preseli sem v svojo novo grofijo, bil je zelo zadovoljen, zelo vesel in tukaj tudi podpiše ta sporazum, ki začasno seveda tirolsko dediščino na dva dela deli, predvsem pa seveda z tega gradu se zdaj ozira na okrog, kako čim prej si povrniti ozemlja, ki so bila izgubljena, oziroma si pridobiti ugled nazaj. S tem, ko je seveda postal tirolski grof, je Meinhard že pridobil ugled, tu ni nobenega dvoma, je pa seveda še nekaj. Torej, poraza proti koroškemu vojvodi ni pozabil in posledično seveda bomo videli, da je zelo dobro razmišljal in nažalost sicer ne doživel to maščevanje, to so njegovi sinovi potem naredili. Poglejte, v dobri stari tradiciji, če smemo reči, torej na nek način sodelovanja z cerkvijo, je Meinhard takoj razširil svojo oblast s tem, da je postal advokat, torej odvetnik nadškofije v Trentu, Tridenta. V tem času tudi postane pač odvetnik Brixenske škofije. To so bili vse njegovi sosedi. In Meinhard seveda ne kaže prav nobenih, pravzaprav nič ne taji, da je njegov cilj ta, da bi si slej ko prej priključil celotno ozemlje teh dveh škofij in s tem seveda zaokrožil svojo tirolsko
posest. Do tega sicer ne pride, ampak kar nekaj časa seveda je Meinhard tisti, ki pridno igra vlogo tega seveda advokata, odvetnika in v tem pogledu Goriški seveda postane s časoma tudi odgovorni za blejsko posest, ki je bila, to si veste, seveda v posesti Brixna. In to je seveda nekaj, kar potem traja tja do daleč v 14. stoletje. Meinhard umre leta 1258. Pokoplje ga na gradu Tirol, kasneje ga njegov sin, ki ustanovi samostan Stams, prenese sem. Torej samostan Stams na Tirolskem blizu Innsbrucka. Vem, da ste nekateri med vami s mojim kolegom Damjanom, takrat, ko smo Habsburžane obravnavali, šli na Tirolsko in se tudi ta samostan obiskali. Torej v Stamsu je pokopan Meinhard in tukaj so pokopani tudi njegovi potomci, torej govorimo o starejši oziroma tirolski veji Meinhardincev. Torej veji, ki je bila seveda izjemno uspešna, čeprav ni tako dolgo živela, tako dolgo vladala, kot pa njihova mlajša veja, bomo rekli ožja goriška veja, so seveda Meinhardinci na Tirolskem in, kot bomo videli tudi na Koroškem, posegli sila visoko. Torej, precej višje, kot bi si človek pravzaprav predstavljal. Poglejte, mi smo zdaj prišli do Meinhardove smrti in se bomo najprej lotili njegovega starejšega sina, potem pa seveda mlajšega. Tukaj imamo vejo, ki vlada tirolski in pa potem tudi nekaj časa koroški ter krajinski, potem pa bomo se vrnili k mlajši veji, ki jo bomo potem sledili do konca, do leta 1500. Torej, naš naslednji bo seveda tirolski Meinhardinec. Zdaj smo seveda v rahli zagati. Torej, ker rekli smo, Meinhardov je bilo ogromno. Ampak z vidika Tirolske, ki je, kot smo rekli, pomembnejša, kot pa je bila seveda goriška posest, je bil to šele drugi Meinhard. Z vidika goriške posesti pa je to seveda bil četrti Meinhard. Ampak ker je, bom rekel, z tirolskega vidika bolj prav, da gledamo, ker pač vlada tam, je seveda tukaj zapisan kot Meinhard II. Tukaj ga lahko vidite, sicer baročni kip iz obdobja 17. stoletja v samostanu Stams, ki ga je ustanovil tale Meinhard skupaj z ženo. Ženo, ki je bila bavarska princesa. Torej, gledajte, naenkrat se seveda Meinhardinci, vsaj tirolski, povzpnejo tako visoko, da so seveda lahko si omislili tudi poroke z najvišjim plemstvom in videli bomo, da je ravno Meinhard II. Tirolski bil tisti, ki je res segel po najvišjem plemstvu. Povezal se je z Wittelsbachi, Habsburžani in še z marsikom drugim. Torej, gledajte, njegovo otroštvo ni bilo ravno lepo. Spomnimo se, leta 1252 je moral kot talec iti na ta grad in je tule ostal tudi seveda potem, ko je njegov oče umrl. Torej, salzburški nadškof seveda ni bil neumen, takega gosta seveda ni kar tako spustil domov in trajalo kar nekaj časa, treba je bilo številna posredovanja, da je seveda Meinhard odpotoval na grad Tirol in njegov brat Albert seveda v Gorico.
Potem sledi eno obdobje, ko sta brata seveda se med sabo malo dajala za dediščino, namreč ta tirolska dediščina, roko na srce, je bila seveda veliko bolj sijajna kot pa goriška, ampak v končni fazi se sporazumeta, kako in kaj, in od takrat naprej med bratoma in kasneje se tudi med bratranci, ker pač gre skozi več rodov, gresta ti dve liniji, vladajo dobri odnosi. Torej, Meinhard se potem končno vrne domov in se poroči, vidite, leta 1959 z Elizabeto Bavarsko. Razlog za to poroko je bil seveda političen. Namreč, saj veste, poznate tisti slavni izrek, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. In Bavarci so od nekdaj želeli si Salzburg. In jasno je, da je tudi bavarski vojvoda si rekel, super, imamo zdaj zaveznika, tirolskega grofa, ki bo seveda nam to pomagal. In poroka je učvrstila, če hočete, to proti Salzburško koalicijo, do te mere, da se Salzburg zdaj v enem takem sendviču znašel. Od spodaj gor imamo Meinharda, od zgoraj pa njegovega tasta z severa, ki pritiskajo na Salzburg. Res je, da nikoli ne pride tako daleč, da bi si ta dva razdelila salzburške posesti. Salzburg je bil le preveč pomembna, v cerkvenem smislu predvsem, da bi kar tako lahko to uredili, ampak bomo videli, Meinhard se potem na nek način na drugih frontah izkaže in seveda se dvigne višje kot katerikoli od njegovih predhodnikov. Konec koncev se je tudi moral, namreč bil je poročen z vojvodovo hčerko in seveda kot taka je bil zdaj nižjega ranga od svoje žene, kar pa ni šlo. To, kaj takega v srednjem veku seveda je bilo nedopustno in Meinhard je seveda zdaj storil prav vse, kar je bilo možno, da bi postal seveda sam tudi vojvoda in bomo videli v končni fazi mu je to tudi uspelo. Poglejte, Elizabeta ni bila kar tako nekdo, bila je, smo rekli, hči vojvode Bavarskega in vdova cesarja Konrada IV. Torej, lahko rečemo, da je s tem seveda Meinhard bil pravzaprav povišan bolj, kot pa seveda si je sploh lahko zamislil. Torej, cesarica vdova je bila zdaj njegova žena. Sila zanimiva zgodba. V tem pogledu so Meinhardinci segli višje, ali pa če hočemo na isto višino kot pa celjski grof je samo da 200 let prej. In to je tisto, kar je pomembno. Glejte, Meinhard je še vedno podpiral Štaufovce, vse do njihovega bridkega konca. Torej, bil je prijatelj Konradina, to ne zadnjega Štaufovca. Konradin je bil sin Friderika II., ki, kot vidite, potem dočaka zelo, zelo žalostno usodo. Leta 1268 ga v Neaplju obglavijo. S tem je bila dinastija Hohenstaufovcev, s katero so imeli goriški dobre odnose, seveda izumrla in Meinhard, pa tudi njegov brat Albert, sta se morala obrniti drugam. V nemškem prostoru je takrat zavladal, kot se reče, interregnum, torej 20 let nimamo pravega cesarja. Tu so se različne dinastije med seboj kregale. Bavarska, potem seveda Nasavska in nek nov igralec stopi na prizorišče, to so Habsburžani. In Meinhard je očitno imel pravi nos in je rekel, Rudolf Habsburški, ti boš tisti, s katerim bomo zdaj sodelovali. In to se je izkazalo seveda za zelo
pozitivno. Evo, tukaj imamo Rudolfov nagrobnik v Štajerski katedrali in Rudolf je seveda še kako zelo rabil zaveznike, še posebej, ker si je želel družinsko posest z območja Schwarzwalda, Švabske, torej Nemčije, prenesti v Podonavje. Tam pa, kot se spomnimo, imamo na nekdanjih babenberških posestih Madžare in pa Čehe. Torej, Rudolf je moral te pregnati in tukaj prav vsak zaveznik bil dober. In tako se Goričani, če smemo tako reči, in Habsburžani povežejo v skupnem boju. Tukaj lahko vidite, kako daleč je češki kralj iz Češke in Moravske prišel v Avstrijo, Štajersko, Koroško, Krajinsko, Furlanijo in pa seveda slovenska marka. Torej, tudi ta stara posest Goričanov je bila ogrožena, zaradi tega sta se oba brata, tako goriški grof kot tirolski grof, povezala s Habsburžani in seveda uspela. Torej, Meinhard II. Tukaj je sicer upodobitev, ki je iz 16. stoletja, je, bomo rekli, uspel to, kar njegov oče ni. Torej, na bojnem polju se je izkazal in bil zato seveda bogato poplačan. Namreč Rudolf Habsburški, ki je potem postal cesar oziroma nemški kralj, ga je leta 1286 povzdignil v koroškega vojvodo. To pa je seveda bilo nekaj, kar je Meinhardu še kako godlo. Ne smemo pozabiti, namreč prejšnji koroški vojvoda, torej Bernhard III. Španheimski, je bil tisti, ki njegovega očeta ponižal v tistem sporazumu v Špitalu, ki je seveda samega Meinharda zaprl na grad Hohenwerfen, seveda ga dal v čuvanje svojemu sinu Filipu in zdaj, približno 30 let po teh dogodkih, je Meinhard II. Zasedel Koroško, tudi Krajinsko, in seveda postal koroški vojvoda. Zdaj je bil po rangu enak svoji ženi in seveda se je lahko pravzaprav ozrl še višje, še naprej. Predvsem seveda z porokami si je želel priti še višje. Konec koncev, ne smemo pozabiti, Rudolf Habsburški, ki je v tem trenutku bil cesar, je seveda bil predtem grof, tako kot Meinhard. Torej, če je Rudolfu uspelo, zakaj ne bi Meinhardu? Sicer mu ni, ampak to, kar je dosegel, je vsekakor zelo, zelo pomembno. Poglejte, čisto na kratko. Njegova hči Elizabeta, Goriška, se je poročila z Albertom II. Habsburškim. To je bil sin cesarja Rudolfa in tudi sam cesar. Tukaj vidite njen sicer domišljijski kip v sloviti dvorni kapeli v Innsbrucku. Torej gre za grobnico cesarja Maksimiljana I. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je seveda Elizabeta z poroko z Albertom seveda postala prednica vseh Habsburžanov, da ne govorimo seveda vseh katoliških in številnih nekatoliških vladarskih rodbin in v tem pogledu seveda ravno tako pomembna, kot je bila 200 leti kasneje Barbara Celjska. Torej še malo bolj, če smemo tako reči. Potem imamo seveda dejstvo, da je bila ta Elizabeta kot Albrechtova žena tudi kraljica, torej Albrecht ni bil nikoli okronan za cesarja, zaradi tega seveda tudi jo ne moramo za cesarico razglasiti, ampak seveda že to je bilo nekaj. Torej Meinhard II. Je bil seveda tast nemškega kralja. Wow, če pomislimo, da je življenje začel kot ujetnik na gradu Hohenwerfen. Pa to ni bilo konec. Neža, torej
še ena od Meinhardovih hčera, se je poročila z grofom Friderikom Majsenskim, ki je bil seveda pripadnik slovite vladarske hiše Wettin, torej saške kraljeve hiše, iz katere izhaja tudi, če hočete, današnja belgijska pa današnja angleška kraljeva hiša. Torej, vidimo, kako daleč grejo te linije. Tukaj imamo seveda eno upodobitev iz 19. stoletja, vidite po dekoraciji, secesija, torej ni sodobna upodobitev. In seveda, konec koncev, Meinhard II. Z ustanovitvijo Štamsa seveda postane eden od velikih ustanovnikov. Štamf je vendarle ena glavnih samostanskih zgradb v Avstriji in tukaj lahko vidite njegov spomenik zgoraj, visoko nad samostansko zgradbo v osrčju Alp. In tukaj, v tej samostanski cerkvi je potem tudi pokopan, vidimo njegovo nagrobno ploščo, torej Meinhard II., vidite fundator, torej ustanovitelj, in pa seveda z ustanoviteljico Elizabeto, ženo njegovo. Torej gre za seveda izjemno uspešno zgodbo in naslednjič bomo videli, da imamo še nadaljevanje, namreč Meinhardov sin pride celo za nekaj let do kraljeve krone in to češke kraljeve krone. Ampak kot sem rekel, to pa čez en teden. Hvala lepa.